Ritem srca 2025 in skladba Zapisana v tvojo dlan. Z nami bo Neža Bizalj, ampak v temle studiu zdajle pa pozdravljam tudi Barbaro Mlinar, izvajalko in avtorico skladbe Zapisana v tvojo dlan, s tole dlanjo in zapisanim. Pri tem se bomo ustavili najprej. Lep dober dan, seveda obema. Dober dan. Neža, vajino poznanstvo, prihajate iz istih krajev, v istih glasbenih koreninah, imata začetke ali ne? Kako je zdaj, zakaj in kako ste skupaj? Ja, nisva iz istih krajev, ampak imamo pa res skupno učiteljico petja, kjer sva se tudi spoznali v bistvu pri Lej Barti Pesek. Tam sva se srečali na koncertih, ki smo jih imeli, in tako je potem v bistvu Barbara dala pobudo kot skladateljica, da bi odpela njeno pesem. Srečali ste se obe kot pevki? Tako, ja. Barbara, zdaj pa samo skladateljica in zakaj ne pričakujemo dueta? Ja, torej pišem glasbe in besedilo, izdala sem 3 pesmi že svoje avtorske, ampak v tem primeru pa sem pesem prepustila Neži, ki je mlajša, z več energije in predvsem ima lepši glas, tako da sem bila zelo vesela, da je se našla v njej in da je pripravljena jo zapeti. Je bil Ritem srca vzpodbuda za to, da pesem nastane, ali je pesem iskala festival? Pravzaprav je bil Ritem srca. Želela sem si pač krščansko pesem napisati, rada bi rekla tudi, da mi Sveto pismo predstavlja en tak lep vir metafor in tudi ta pesem, recimo, ima za izhodišče Psalm 139, recimo, kjer govori, preden si me stkal v materinem telesu, pa potem iz Izaijeve knjige zapisal si me na obe svoje dlani, ne? Tako da to je tudi naslov, ne, Zapisana v tvojo dlan, pa pol še, ne vem, eno Janezovo pismo, to je bila 3. iztočnica iz Svetega pisma, da naj te vodi ljubezen in ne straha, ne? To je most te pesmi. Tako da sem se čutila zelo nagovorjeno s temi stavki in tako je pol pesem nastala. Neža, kako povezana si ti sodobno krščansko glasbo? V bistvu jaz sem škofika, tako da je bilo so ti kraji naši domači? Je bilo veliko tega v mladosti in zmer smo prepevali te pesmi. Sicer moram reči, da zdaj pol kasneje v študentskih letih sem se malo oddaljila, ampak sporočilnost te pesmi, ki je pa Barbara napisala, me je pa tako zelo navdahnila, da bi se v bistvu udeležila pol tega festivala in sporočila pač to vsebino, ki jo podaja. Omenili smo Leo Barta Pesek na začetku tega pogovora, ste rekli, da je ta pravzaprav tista stična točka, ki vaju je pripeljala skupaj, ki je nekako tudi peljala zdaj do skupnega sodelovanja na Ritmu srca, in potem ta zabavna glasba tudi zelo v vaju, Neža, v tebi kot izvajalki. Ja, jaz bi rekla, jaz sem se bi se odločila za učenje še jazz petja, prej je bila bolj klasika, tudi tukaj sem prepevala v dekliškem zboru, hodila na klasično petje, pol sem pa v bistvu želela še malo sprostiti glas nekako. A ti je uspelo? Ja, bi rekla, da ja. No, krasno. Vem, da si sama na ti s klavirjem, da je za teboj šola klavirja, pa violina, pa skratka glasbenica v celoti. Je morda tudi potem melodija sama, ki je nastajala skupaj, ali je bila res že pripravljena za Nežo, Barbara? Ja, pesem je bila končana s tem, da sem imela en tak slab zvočni posnetek, kjer ritmično ni bil čisto točen in tako najprej sem mi dala note in besedilo. In zanimivo je takoj zagrabila in pa sem rekla, ok, dam ti še ti za nič posnetek, da je si potrdila, da pač prav bere, a ne, in je bila pesem všeč, tako da sem bila vesela, da si pač te note znala prebrati in da si iz tega prepoznala pač vrednost pesmi. Jaz pa drugače najprej postavim harmonijo, pa potem melodijo na to, pa potem na zadnje besedilo, ker sem najtežji del. Tako da v tem zaporedju delam. Nimam pa še izkušnje sodelovanja s kom drugim, da bi pesem nastajala kako drugače, torej, da bi še kdo... Da bi bilo več glav stkanih, ja. Zanimivo je... si želim še kdaj. Verjamem, gotovo bo prišla priložnost tudi za to. Zanimivo se mi zdi, da ste obe farmacevtki. A v teh vaših farmacevtkih vodah brbota glasba, je to pravilo? A je kakšen, ne vem, kakšen zbor, kakšno znamenje, da je temu res tako? Ali je to čisti slučaj, ki ga ni? Ne vem, mogoče je čisti slučaj, mogoče pa tudi vsi farmacevti smo radi dejavni na
Več področji? Več področjih in se mi zdi, da, da rabiš tudi neki sprostitve. A ne? Ko smo pogledali malo nakrog, sama si zapisala svojo predstavitev, Neža, kje se je glasba začela rojevati v tebi, si napisala, da si skupaj s staršema obiskovala pevski zbor. To je bilo torej res nekaj glasba položena že v tvoje tiste najbolj zgodnje korake. Iz Baške grape prihajaš. Ja, tudi ena taka anekdota. V bistvu zborovodkinja našega cerkvenega pevskega zbora je že za moj krst rekla, ker sem se jaz tako jokala, da bom pa pevka. In pol res, ja. In je res to, nastalo iz tega. Ja. No, krasno, je lep začetek. Barbara, če pogledate na festival, vi ste v skladbi rekli, ste prej pomislili, da bi bilo lepo tole zapeti na ritmu srca. Kako ga poznaš, kako dolgo si pravzaprav s festivalom že povezana, na tak ali drugačen način? Ja, pravzaprav, mogoče ga 2 leti malo bolj spremlja. Zdaj sem šla seveda tudi pogledati, kje je zgodovina imena, zakaj ni ritem duha, ker bi mi bolj pasala in bolj sem slišala o teh organizacijskih spremembah. Tako da, ja, lani je tudi moja znanka Bena Briški sodelovala. Pa tako, ko vidiš, da tvoji prijatelji ustvarjajo za ta festival, pa se opogumiš tudi sam, no. Tako da seveda lani sem potem malo bolj poglobljeno zaradi Bene tudi spremljala. Izvajalce in intervjuje sem si pogledala. Tako da si videli, kaj te čaka, ne? Danes pred mikrofoni, objektivom in ostalo. Rad imam vprašanje takole pred začetkom ali pa pred ploščo, ki izide, ali pred filmom, ki je narejen. Kdaj bodo ustvarjalci rekli, bilo je vredno? Ker vem, da je veliko truda. Tako pri nastajanju skladbe, kot potem pri vseh pripravah za sam nastop, podajanje, snemanje. Neža, kdaj boš rekla, tole se je pa izplačalo. Tole je bilo pa res nič narobe, če sem vložila toliko časa. Verjetno na odru. Da bo že to tisto. Ja, tisto občutek, ne, ko pač odpoješ in tudi vidiš poslušalce. Tako. Mislim si, da bo tak velik festival nekaj novega, ampak kako pogosto pa sicer solo sama nastopiš pred občinstvom? Pa tako, ne tako pogosto, sem pa ko sem pri Leji Barti pela, smo imeli razne produkcije. Ja, koncerte in tako tudi prej na klasičnem petju. Tako. Pa tudi samostojno, se kdaj bolj v družinskem krogu. Ja. No, mi smo zelo veseli, da bomo zdaj deležni tudi tega, ko bo še razširila ta krog na občinstvo festivala Ritem srca. Barbara, kaj pa avtorica reče? Kdaj bo rekla, lepo, da sem se lotila tele zapisana v tvojo dlan? Uvodoma bi povedala to, da jaz za vsako pesem, ki jo napišem, da se zelo dolgo časa moram opogumljati, da sploh svojemu možu pokažem recimo prvemu človeku izven sebe. Ja. In to pesem je nastala recimo pol leta. In potem, ko sem se odločila, mislim, to je drzen korak, da sploh pesem komu pokažem in jo ali pa jo pošljem na festival, sem rekla, dobro, vsaj te odgovornosti si ne bom nalagala, da jo samo odpojem, bom nekoga našla. In 15. decembra, ko je Neža rekla, da bi to pesem odpela, sem jaz rekla, bilo je vredno in se rekla, zdaj pa samo v božjih rokah, ali bo sprejeto na festival, kakorkoli, da se je našla pevka, ki je to pripravljena za pet, pa da se vidi v tem, Bogu hvala. Bogu hvala in obema hvala lepa za pogum, ki je bil potreben za to, da ste prikimali, prišli in zdaj smo skupaj, festival je pred nami, ne se res lepo izteče tudi z vajino skladbo in hvala lepa tudi za ta pogovor današnji. Hvala tudi vam. Vam, spoštovane in cenjeni pa vabljeni 21. maja na Ritem srca 2025. Slišali boste tudi skladbo Zapisana v tvojo dlan.